škof Jurij, vsi duhovniki, posebej vi, ki ste odgovorni za Slovence po svetu in vsi, ki ste prišli od daleč in blizu tule k Višarski Mariji, ki nas sprejema pod svoj plašč. Pod njenim plaščem najdemo luč, pravo spoznanje in najdemo tudi tisto toplino in moč, ki nam omogoča, da nadaljujemo svoje romanje, svojo pot na zemlji. Brati in sestri, da bo naša daritev Gospodu dajala in da bo naše srečanje njemu prijetno in bodo naše prošnje lahko uslišane, na začetku tega svetega obreda vsi iskreno odprimo svoje srca Božji milosti. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga nebeškega poševa. Čas je nekdo izmed množice rekel Jezusu: Učitelj, reci mojemu bratu, naj deli dediščino z menoj. On pa mu je rekel: Človek, kdo me je postavil na dvaju za sodnika ali delivca dediščine? In rekel jim je: Pazite in varujte se vsake pohlepnosti, kajti človekovo življenje ni v premoženju, če tudi ga ima kdo obilo. Dragi rojaki iz domovine, iz zamestva in iz seljestva, cenjeni gostje in spoštovani domačini, prisrčno vas pozdravljam v Romarski cerkvi Matere Božje na Svetih Višarjah in vam želim milost in mir od Boga, našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Tudi letos smo se zbrali, kakor vsako leto, da utrdimo krepost svoje vere, svojega upanja in svoje ljubezni. Ljubezni do domovine in do drugih narodov, da okrepimo medsebojne vezi, da obnovimo stara poznanstva in sklenemo nova prijateljstva. In takšno srečanje ima svoje mesto tudi v cerkvi in pri bogoslužju, saj smo tudi vsak svojo deželo in svojo domovino prejeli po Gospodovi dobroti in jo vedno sprejemamo iz Božje roke. Oče nas vse vabi k sebi, zato je poslal svojega Sina, da nas pripelje k njemu. In Gospod Jezus ima pomočnico Marijo, ki nas vse k njemu vodi. Molimo torej, kako nas je učil naš Gospod. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, ter ne reši nas hudega. Zbrani okrog oltarja pod Marijnim plaščem, na gori, ki združuje tri različne narode Evrope. Mi, ki smo se pa tukaj zbrali, pa seveda po nas združuje vse kontinente. In na vse te kontinente, kjerkoli živimo, iz Evharistije prinašamo Kristosu mir. Podajmo si roke. Amen.
veliko čast mi je, da ste me povabili na tole predavanje. Z naslovom 3 Slovenije, ena identiteta. Višarje, kjer smo se zbrali, imajo izrazito simbolen pomen. Že pol stoletja so Božja pot. Najprej 3 ljudstev, zatem narodov, danes so Božja pot Evrope. So stičišče različnih kultur, različnih jezikov, različnih tradicij. In zato simbolizirajo evropsko povezovanje, evropske narode, različno enakost ali natančne enakopravno različnost. Različno pod isto duhovno in pod isto evropsko streho. In zato je to tudi točka srečevanja 3 Slovenij, matične, zamejske, izseljenske. In ko govorimo o 3 Slovenijah, seveda najprej pomislimo na slovenski narod. Ko pa govorimo o slovenskem narodu, se pojavi, vznikne vprašanje, kaj Slovenci kot narod pravzaprav smo, kaj nas opredeljuje, kaj je naša identiteta, kaj nas povezuje, kaj ima Slovenec iz Ljubljane skupnega Slovencem v Argentini ali Slovenka iz Porabja, Slovencem iz Kopra, pa koroški Slovenec Slovencem v Avstraliji ali pa tržaški Slovenec s Prekmurcem. Ali na časovni premici, kaj povezuje Slovenca, rojenega na prelomu tisočletja, s svojim rojakom moje ali še starejše generacije? Kaj je narod torej? Kaj je ljudstvo? Kaj je nacija? To so zapletena vprašanja, ki dajo ogromno odgovorov in še več vprašanj, nadaljnih podvprašanj. In zato se, recimo, oksfordski profesor Jan Zelonka ne brez razloga sprašuje, ali v globaliziranem svetu medsebojno odvisnih ekonomij sploh še lahko govorimo o prihodnosti narodov, ali bo klasičen vestfalski model državne suverenosti morda zamenjan srednjeveškim ali novo srednjeveškim, kjer bodo namesto hierarhične strukture prevladovale mreže mest, regij ali celo nevladnih organizacij, in kjer bo namesto koncentracije oblasti in moči v rokah nacionalne države, suverenosti in jasno začrtane identitete vzniknil pojav prekrivajočih se oblasti, deljene suverenosti, multiidentitet in različnih oblastnih institucij, nejasnih, zabrisanih meja, morda, ne vemo. Vendar vprašanja o narodu so vsaj v Sloveniji zelo ideološko nabita vprašanja. Poudarjanje nacionalnega, slovenskega, zlasti, kadar se povezuje z etničnim in samobitnim, je namreč po mnenju nekaterih že spogledovanje s politično nekorektnostjo, češ, da se Slovenci kot narod spostavljamo šele prek drugega, tujca, ter da smo po osamosvojitvi kot drugega, v narekovaju drugega, seveda tujca, prepoznali državljane drugih bivših jugorepublik. In da smo Slovenci že od osamosvojitve dalje nekakšni negativni nacionalisti. Zakaj? Najbrž zato, ker je že v preambuli ustave zapisano, da smo Republiko Slovenijo vzpostavili Slovenci, ki smo v večstoletnem boju za narodno osvoboditev izoblikovali svojo narodno samobitnost in uveljavili svojo državnost. S čimer je, spet citiram preambulo, slovenski narod uresničil večstoletni boj za narodno osvoboditev, v katerem smo Slovenci izoblikovali svojo narodno samobitnost in uveljavili svojo državnost. Kdor trdi, da smo Slovenci negativni ali slabi nacionalisti, se hudo moti. Najprej, Slovenci nikoli nismo bili hegemonistični, nikoli nismo bili agresori, nikoli nismo nad katerim od narodov, slovenskih, sosednih narodov, izvrševali nasilje, razen nad samimi seboj. V vsej svoji zgodovini smo si prizadevali za ohranitev svoje kulture in jezika. Nikomur je nismo vsiljevali. Vselej smo bili izrazito defenzivni. Zato tudi slovenski nacionalizem nikakor ne more biti slab nacionalizem, v kar nas želijo prepričati nekateri domači družboslovci. Naša osamosvojitev je bila obrambna, bila je osamosvojitev od totalitarne balkanske države, v kateri so se, kot ugotavlja preambula temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, hudo kršile človekove pravice
in ki ni delovala kot pravna država. Naša osamosvojitev je bila osamosvojitev za. Bila je osamosvojitev zaradi obrambe človekovega dostojanstva. In drugič, preomenjeni očitki o politični nekorektnosti, poudarjanja in izražanja slovenstva je v nasprotju z ustavno materijo, v kateri sodi tudi preambula ustave in prav tako preambula temeljne ustavne listine, kjer so zgodovinska dejstva, ki so pripeljala do slovenske osamosvojitve, še bolj eksplicitno in nazorno zapisana. Neizpodbitno dejstvo je tudi, da smo se Slovenci osamosvojili še z enim ciljem, namreč, da bi enakopravno vstopili v evropske povezave, v družine evropskih narodov. In ta cilj smo uresničili s članstvom v Evropski uniji in v NATO, ter nadalje. Aktivno si prizadevamo, vsaj ljubljanska pobuda to dokazuje, k ustavnemu povezovanju evropskih narodov. Ustavnemu povezovanju. Slovenci se prav prek Evropske unije vračamo v civilizacijski in kulturni, tudi duhovni prostor, ki smo mu stoletja pripadali, ki nas je oblikoval in nas naredil Slovence in ki je naša skupna evropska kulturna in duhovna domovina. Ko govorimo o nacionalnih čustvih, nacionalnem ponosu, ne moremo mimo spoznanja, da je ena od univerzalnih značilnosti človeške družbe prav to, da nam je članom te družbe pripisana skupna identifikacija. Vsak človek je rojen v določeni skupnosti, ki ima svoje etnične značilnosti. Etnična identiteta kot etnična samoopredelitev je za posameznika bistvena. Je namreč sestavina njegove osebne istovetnosti, ta pa njegovega samospoštovanja in je zato, ker je pač človeku imanentna, sestavina njegovega človeškega dostojanstva. In ta skupna identifikacija pomeni skupinski vidik posameznikove identitete. Identiteta vsakega od nas, slehernega človeškega bitja, ki vpliva na njegovo samozavedanje, je namreč večplastna. In eno od teh plasti tvori tisto, kar sem malo prej povedal. Nacionalno in prek nje etnično identiteto. Zato spet nikakor ni nepolitično in nikakor kako drugače nekorektno izražati etnično in nacionalno pripadnost. In z druge strani omejevati pravico do izražanja te pripadnosti, če tudi samo z mehkimi metodami, kot je na primer zasmehovanje, omalovaževanje izražanja nacionalnega ponosa in nacionalnih čustev, ali celo pripisovati temu nekakšne nevarne nacionalistične težnje, kar zasledimo marsikje, je v svojem bistvu poseganje in omejevanje posameznikovih pravic osebnosti. Pri tem nikakor ne more biti pomembno, odkot prihaja in s čim je motivirano. Tako kot je zavržen šovinizem, ki izvira iz izkustvene logično in etično nevzdržne premise o več vrednosti določene nacije ali rase, ter zato manj vrednosti vseh ostalih ali nekaterih, je enako zavržno poniževanje in zasmehovanje izražanja nacionalne pripadnosti, ki prihaja s strani določene politike in je motivirano z jasnimi, otipljivimi, pragmatičnimi cilji te iste politike, ki bi svoje interese lažje, uspešneje in učinkoviteje uresničevala v nekakšni s tradicijo despotizma obremenjeni balkanski povezavi. Enako zavržno kot šovinizem je zato zaničevanje določenega izražanja nacionalnosti in nacionalnega ponosa, na primer etničnega porekla, naj bo z narodno nošo, glasbo, običaji, končno tudi s kulinariko. In pritisk naj bo posreden ali neposreden odpovedati se takim manifestacijam, nič manj nekorekten in nič manj nevaren od šovinizma. Saj ni pomembno, s katere strani nacionalni prezir prehaja. Naj bo strani drugih več vrednih narodov ali strani nacionalne domače, napredne v narekovaju in narekovaju spet več vredne pseudoelite. Izraz slovenstva niso samo duhovni, intelektualni in politični ter tehnični dosežki, pre katerih smo se vzpostavili kot narod. So tudi ljudski običaji, ljudska kultura, tudi ruralno, nič manj vredno od urbanega. In tisto, kar je ali se zdi konzervativno, ni nič manj in predvsem ne že vnaprej manj vredno od narekovajev, spet naprednega ali progresivnega. Pripadnost svojemu narodu se izraža na različne načine, kot so tudi plasti nacionalnega raznolike.
V narodu je združeno vse, od visoke kulture, umetnosti in znanstvenih dosežkov, od brižinskih spomenikov, Trubarja, prevoda Biblije, ki je bil v tistem času 12. prevod na svetu, Valvazorja, Jurija Vege, Prešerna, Jožeta Stefana, po katerem se imenuje fizikalni zakon o toplotnem sevanju, Cankarja, Hermana Potočnika, Plečnika, Borisa Pahorja, Jančarja, pa vse do ljudskega izročila in ljudske kulture, končno so del naše identitete, tudi bloške smuči, zborovsko petje, kranjska klobasa, ki je recimo poletela v vesolje, ljudska glasba, naj bo komu všeč ali ne, tudi Avseniki, Modrijani, skupaj s Siddharto, tudi Laibachom, Neue Slovenische Kunst ter seveda Otto Pestnerjem. Vse, ob čemer se v posamezniku zbudijo nacionalna čustva in vse, na kar smo Slovenci ponosni. In kaj nas torej opredeljuje kot narod? Kaj nas povezuje in spostavlja kot Slovence? Je to rodovna skupnost oziroma rodovna pripadnost? Močno dvomim. Čeprav ima slovenstvo zagotovo neke skupne genetske korenine, morda pretežno slovanske, morda venetske, keltske, staroselske, Bog vedi katere še. So stoletja življenja v multietičnem svetem rimskem cesarstvu, na prostoru, kjer se stekajo različne kulture, jeziki, nujno pustila svoje rodovne genetske posledice. Slovenstvo, kakršno je v svojem izvirnem genetskem ustroju že bilo, se je pomešalo in oplemenitilo z drugimi ljudstvi in narodi. Že če pogledamo svoje rodoslovja, marsikdo od nas, tudi jaz sam, sem eden takih pač, ki nima 100% slovenske krvi, pa vendar smo, tudi jaz 100% Slovenec. Smo pač malo številen narod, živeč na stičišču različnih narodov in kultur, obkrožen z drugimi narodi, na stičišču germanskega, slovanskega, romanskega, tudi ogrskega. Tudi sicer se teorije o genetski rodovni sorodnosti preživete. Zgodovina nas uči, da so vsi narodi, še posebej na območjih z intenzivno zgodovinsko dinamiko, ki je značilna za del Evrope, kjer se nahajamo mi, kjer je slovensko ozemlje, nastali s preseljevanjem, selitvami, tudi osvajanje in mešanje med staroselci in prišleki. Kaj nas zato povezuje? Je to ozemlje in zavest o ozemlju? Matično Slovenijo zagotovo. Tudi zamejska Slovenija tvori z matično skupen slovenski kulturni prostor, ampak kulturen že, ne pa tudi političen. Sploh pa je slovensko izseljenstvo, diaspora, ravno zato, ker je ozemeljsko ločeno od matične domovine. Prav pri izseljenski Sloveniji so bolj kot drugje izražene nematerialne komponente nacionalne pripadnosti. Ravno za njih ste Slovenci iz diaspore ostali in obstali kot Slovenci. Končno, ozrimo se po Judih, več kot 1000 let so bili brez ozemlja, a z močno kulturno in duhovno povezanostjo. Ko govorimo o izseljenski Sloveniji, v naši diaspori, mi na tem mestu prosim, oprostite, dovolite mi krajši ekskurs, obrobno, nikakor nepomembno pripombo. O pisanju govora namreč nisem našel primernejšega mesta, kjer bi to povedal. Gre pa za to. Naša diaspora in tudi zamejska Slovenija pomenita neprecenljiv vir sveže krvi, človeških virov, znanja in širine duha, ki ga matični Sloveniji primanjkuje. Večkrat je bilo rečeno, da je bila Nemčija po padcu berlinskega zidu v boljšem položaju in da je tranzicija vzhodnih dežel po združitvi veliko lažje izpeljala. Tudi ilustracija ni povzročila vrzeli. Zakaj? Zato, ker je imela personalni potencial v zahodni Nemčiji. Slovenija res, da ni imela zahodne Slovenije, je pa imela in še ima zamejsko in izseljensko Slovenijo. In velika škoda je, da tega potencijala ni izkoristila, ker če bi ga, bi bila danes, prepričan sem, v boljši kondiciji. Zagotovo bi bilo manj provincialnosti, manj zatohlosti, več za nacionalno vitalnost, nujnega svetovljanstva in sveže krvi ter posledično tudi bistveno manj ugrabljenosti institucij in starorežimskih povezav. No, pa se vprašajmo naprej, kaj pa jezik? Nas povezuje jezik. Zagotovo, vsekakor, slovenščina je naš materin jezik. Z njim, skozi njega živimo, se izražamo, sporazumevano, prek njega vstopamo v zunanji svet, skozi njega govori naša duša.
Sej tako kot brez sporazumevanja ni človeka, tudi brez slovenščine, tega starodavnega jezika, ki pozna dvojino, ni Slovenca. Pa vendar v diaspori živijo tudi Slovenci, denimo 3., 4. generacija na drugih celinah, pri katerih se njihov stik s slovenskim jezikom izgubil, ki komaj še razumejo slovensko, če sploh, pa se kljub temu počutijo Slovence. Ker se zavedajo svojih slovenskih korenin, ker so na njih ponosni in ker negujejo slovensko kulturo in kulturno izločilo. Sam jih osebno poznam, konec koncev, kaj pa Švicari, kaj njihov jezik? Francoski, nemški, italijanski, retoromanski. Dalje, je za slovenstvo bistvena pripadnost isti veroizpovedi. Morda nekoč, pravzaprav zagotovo nekoč, ko smo bili še ljudstvo, danes najbrž ne več. Zagotovo pa je krščanstvo in posebej rimokatoliška cerkev dala neizbrisen pečat slovenski kulturi in narodovim duhovnim dosežkom. A spet eno je kultura, drugo je veroizpoved, ter pripadnost veroizpovedi ali določeni cerkvi. Sveda, avtohtoni sta rimokatoliška in evangeličanska cerkev, seveda tudi judaizem. Vendar so tu še pripadniki drugih cerkva in verstev, agnostiki in ateisti. Delež teh je v matični Sloveniji izrazito porasel po drugi svetovni vojni. Zato tudi vera ni nujno tisto, kar bi bistveno opredeljevalo slovensko nacionalno identiteto. Zato ostane le še skupna kultura v najširšem možnem pogledu in spomin. Je torej kultura tisto, kar nas povezuje, ter dela enkratne, neponovljive, tako kot je skupen spomin, ki ni drugo kot le zgoščena, ozaveščena preteklost, tisto, kar nas veže, uči, napolnjuje in povezuje. Preteklosti ne moreš ubežati, obstaja, dokler obstajamo in nas določa, da smo taki, kakršni smo. Tisto, kar nas opredeljuje in kar pogojuje, ter skupaj z našo svobodno voljo usmerja individualno in skupno prihodnost je samo preteklost in spomin na njo. Naj bo oddaljena ali bližnja, naj bo lepa ali grda, slavna ali neslavna, sjoča ali sramotna. Ta je tista, ki nujno vpliva na našo prihodnost, na naše odločitve in s tem na naša življenja. Slovenska preteklost je nastajala skozi stoletja. Učila nas je, oblikovala nas je in prav skozi njo z narodnovimi zgodovinskimi dosežki smo pred 28 leti v odločilnem zgodovinskem trenutku našli sebe. Je bila to prva pisana beseda v latinici, v katerem koli jeziku iz skupine slovanskih jezikov. So bili naši poeti, Prešeren, še Prevodnik. Je bila to Majniška deklaracija iz prelomnega leta 1848, na to taborsko gibanje, so bili general Majster in njegovi borci. Tigrovci, prvi evropski antifašisti, Nova revija, pisateljska ustava. Ja, vse to in še marsikaj, da bi dokončno dosegli vrhunec slovenske zgodovine, to je osamosvojitev. Zgodovina nas je vodila in učila. In zato lahko rečemo, prav kultura v najširšem pomenu in skupen spomin sta bistveni za našo identiteto. Ampak tu spet naletimo na problem. Na tem širokem polju nacionalne zavesti namreč ni vse, na čemer bi lahko gradili prihodnost, ter sebi in drugim narodom dajali za zgled. Predvsem pa v tem še vedno ni soglasja, zlasti ne v matični domovini. Ta je bila namreč v prejšnjem stoletju več kot samo del vse evropske katastrofe ter žrtev najprej na Primorskem fašizma, nato nacizma, nazadnje skoraj 50 let žrtev komunizma, ki je prav zaradi dolgotrajnosti in sistematičnosti vseh najbolj opustošil in zaznamoval nacionalno tkivo. Tako po številu žrtev kot po posledicah, ki jih še danes izpričujejo nacionalni značaj, ekonomija ter politična, pravna in ustavna kultura. Razen tega se je v prejšnjem stoletju matična Slovenija demografsko in kulturno intenzivno spreminjala. Sprva zaradi vala izseljevanja ob prelomu iz 19. v 12. stoletje kot posledica agrarne prenaseljenosti. Po prvi svetovni vojni se je izseljevanje nadaljevalo najbolj na Primorskem, ki je pripadlo Italiji in s tem fašizmu. Za razliko od drugih narodov prej skupne monarhije se je Slovenija po prvi svetovni vojni znašla v nekem drugem, upam si reči,
po vsem tujem civilizacijskem in kulturnem prostoru. Po skoraj tisočletni srednjeevropski, predvsem germanski politični in kulturni sferi, ter s tem zahodni civilizacijski paradigmi, v vsej tej eri so ostale vzhodne meje slovenskega in s tem zahodnoevropskega civilizacijskega ozemlja nespremenjene, je pristala na Balkanu. In še kako prav je imel Cankar, ko je 5 let pred usodno združitvijo z južnoslovanskimi narodi v svojem znamenitem govoru Slovenci in Jugoslovani, žal za manj, opozarjal. Po krvi smo bratje, po jeziku saj bratranci, po kulturi, ki je sad večstoletne separatne vzgoje, pa smo si med seboj veliko bolj tuji, nego je tuj naš gorenski kmet tirolskemu ali goriški viničar furlanskemu. In ne samo to. Cankar je na konvenciji takratne socialdemokratske stranke jasno povedal še naslednje. Naši od omedlevice navdušeni Ilirci pa niso pozabili samo na slovensko kulturo slovenskega jezika, itak nikoli niso znali, ne samo na Trubarja, Prešerna, Levstika, teveč so pozabili na vse zadnje kar sami nase, na svoje ime in na svojo domovino. Pravega Ilirca je sram, da stanuje v Ljubljani, ne pa v Šapcu ali vsaj Varaždinu. Ljudje so zdaj med nami, saj jih lahko vsak dan slišite, ki bi nas najraje prodali. Kaj prodali? Dali ubogaj me. In na to. Imenuj se dan danes v Ljubljani Slovenca, pa boš tepen, ne od nemških, temveč od ilirskih šovinistov. Ob tem ne morem, da se ne bi spomnil Seneke, da se motiti človeško, ustrajati pri tem pa diabolično. Zanimivo je tudi, kar nam pripoveduje profesor Matjaž Klemenčič v svojem habilitacijskem predavanju, da je po prvi svetovni vojni najprej sledil val vračanja slovenskih izseljencev v novo državo, novo nastalo SHS, vendar pa so se razočarani nad razmerami, ki so vladale v tej državi, kmalu vrnili v Združene države. Temu procesu lahko lepo sledimo tudi v ameriških priseljenskih statistikah. Posledice usodne odločitve o povezavi z južnoslovanskimi narodi na Balkanu so nas vodile v jugokomunizem po drugi svetovni vojni in vse splošno zaostalost. Najprej politično, demokratično, humanistično, nato ekonomsko in končno splošno kulturno. Stik z zahodno civilizacijo, ki je bil v času med obema vojnama, zlasti 6. januarsko diktaturo zrahljan, se je s komunistično revolucijo vsem, kar je sledilo, tako rekoč pretrgal. Zaradi povojnih izvensodnih pobojev in politične ter nato ekonomske migracije so bile posledice jugokomunizma tudi demografske. Matično domovino so bili prisiljeni zapustiti številni intelektualci, predstavniki meščanstva, uspešni podjetniki, svobodoljubni misleči posamezniki in oponenti komunistične diktature, da ne omenjam etničnega čiščenja na obali in usode več stoletij na slovenskem ozemlju živečih Nemcev. Slovenija je bila proletarizirana in posledično pauperizirana. In posledice teh demografskih sprememb, zlasti na splošno kulturnem področju, čutimo še danes. Spoznavamo tudi, da so dolga desetletja življenja v totalitarni Jugoslaviji vtisnila globok pečat slovenski duši. Zaznamovala nacionalno miselno tkivo več generacijam, teda se ta poškodovanost prenaša tudi na mlajše generacije. In kar je še huje, prenaša se hote in to na 2 načina. Prek državno-šolskega sistema vzgoje in izobraževanja na eni strani ter na drugi strani prek vpliva masovnih medijev, zlasti nekaterih dominantnih in zabavljaških, ki z metodo tihe kulturne in subkulturne invazije s tihim tkanjem duha vrednotno in nazorsko gnetejo mlajše generacije, kot pač ustreza tistim, ki imajo oblast in z njo svoje računice. V tem pogledu nismo v temelju nič drugačni od fenomena, ki ga ruski sociolog Gutko imenuje homo sovieticus. Prevladujoča mislenost v matični Sloveniji je primerljiva, seveda, z ustreznimi spremembami, s tisto, ki jo pripovedujejo zgodbe Nobelovke Svetlane Aleksijevič, Čas iz druge roke. In zato ne čudi odpor režima do zasebnega šolstva,
prezir do odločb ustavnega sodišča, ki niso po volji stvarnih oblastnikov, ter sploh do vrednot ustavne demokracije, ki bi lahko ogrozile njihove monopole, interese in njihovo vladavino. In zato tudi ne presenečajo njihova prizadevanja po praktičnem in normativnem omejevanju svobode izražanja. Nadzor nad mediji in nad svobodo izražanja zagotavlja kratkoročen, obvladovanje šolstva in izobraževanja pa dolgoročen vpliv in preživetje režima. Samo poglejte anketo, ki jo je ob 30-letnici Majniške deklaracije izvedel Sijol o priljubljenosti dveh zastav, slovenski in zastavi neobstoječe propadle države Jugoslavije. Že samo to, da sploh pride na misel Sijolu izvesti tako anketo. Ampak odziv je bil velik. In kakšen je bil? Slovenska zastava je prejela 31,89% glasov, medtem ko je jugoslovanska požela 67,34%. Manj kot odstotek Slovencev se ni znalo odločiti, ali pa jih vprašanje ni zanimalo. V sodobni matični Sloveniji po 28 letih samostojnosti še vedno ni nacionalnega soglasja v bistvenih premisah liberalne demokracije. V tem pogledu težko govorimo o isti nacionalni duši, izseljenske tudi zamejske Slovenije na eni strani in tiste v matični domovini. In včasih strahom pomisliš, da bomo morda celo več slovenskega našli v diaspori, v Argentini, Avstraliji, Ameriki, kot tu na sončni strani Alp. Ali pa, kot mi je rekel prijatelj, če hočeš doživeti Slovenijo, potem jo obišči v Argentini. Spomeniki revolucionarnemu nasilju in ideologom množičnih umorov niso del naše kulture in še manj del naše identitete. Nikoli niso bili in nikoli ne bodo. Tisto, o čemer govorijo in kar sporočajo, na kar opozarjajo, nas učijo, je vsekakor del našega zgodovinskega spomina, del naše temne zgodovine. Vendar razglašati, da so del naše kulturne istovetnosti, je nekako tako, kot če bi Nemci razglašali, da so nacizem in obeležja, ki ga poveličijo in slavijo, če bi še obstajala. Podarili so jih. Avstrijci še nedavno hišo, rojstno hišo, zravnali zemljo Adolfa Hitlerja. Če bi jo razglašali, da so del njihove kulturne identitete. Nasprotno, del nemške identitete je ustavni patriotizem, ponotranjenje vrednot ustavne demokracije, začenši s človekovim dostojanstvom kot prakanonom ustavne demokracije. Zato je del njihove sodobne kulture in s tem nacionalne identitete vse, kar je diametralno nasprotno ideologiji Tretjega rajha. Prav zato je v Nemčiji zanikanje holokausta kaznivo dejanje. In to tudi preizkušeno na nemškem zveznem ustavnem sodišču in pred ESČP, Strasburskim tribunalom. Tudi pri nas bi moralo biti tako. Tudi mi bi morali svojo kulturo graditi na zanikanju komunizma in se zavedati tistega, kar smo v svoji zgodovinski kulminaciji ob osamosvojitvi v najpomembnejšem trenutku svoje zgodovine zapisali v preambuli temeljne ustavne listine. Slovenci smo se osamosvojili in ustanovili svojo državo zaradi varovanja človekovega dostojanstva, ker, kot je to reklo ustavno sodišče v odločbi o Titovi cesti. Citiram: v ustavni demokraciji je človek subjekt in ne objekt oblastnega delovanja, njegova samouresničitev kot človeka pa je temeljni namen demokratične ureditve. Slovenska identiteta bi morala zato temeljiti na ustavnem patriotizmu, podobno kot je ta fenomen po moralni katastrofi in samorefleksiji, ki je sledila, poimenoval nemški filozof Habermas. Tako kot nemška bi morala tudi slovenska nacionalna identiteta graditi na ustavnem patriotizmu. Kajti spet, enako kot temelji nemška identiteta na antinacizmu, mora slovenska, kot to izhaja iz preambule k temeljni ustavni listini, temeljiti na antikomunizmu, na prelomu s prejšnjim vrednostnim sistemom. To je ustavno sodišče v malo prej omenjeni odločbi jasno povedalo. S sprejetjem osamosvojitvenih dokumentov torej ni prišlo samo do prekinitve
državno-pravne povezave med Republiko Slovenijo in SFRJ, temveč je šlo za prelom s temeljnim vrednostnim konceptom ustavne ureditve. In zato v osi slovenske nacionalne identitete bi zato morale biti, trdno verjamem, da tudi so, čeprav trenutno nekje zakopane, vrednote osamosvojitve. In ob njih širša evropska zavest in evropska kultura, katere neločljiv del smo. Prav prek te kulture smo se namreč oblikovali kot nacija in se s ponotranjenjem ustavnih vrednot, ki so v svojem bistvu vrednote osamosvojitve, povezali kot enakopravno svobodni posamezniki. Zato so protiustavni spomeniki Rdeče zvezde celo na novo postavljene na nekaterih ljubljanskih vpadnicah in oblastno poveličevanje totalitarne preteklosti. Protiustavno je dvakrat. Najprej, ker temelji na zanikanju človeškega dostojanstva, srčike slovenske in evropske ustavnosti. In kot je ustavno sodišče navedlo v že omenjeni znameniti odločbi, ker je oblastno izražanje priznanja totalitarnim režimom, ki so v 20. stoletju pretresali Evropo in vodili k milijonom žrtvam in sistematičnim kršitvam človekovih pravic, v nasprotju z zavzemanjem za spoštovanje človekovega dostojanstva, človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter drugih vrednot, ki jih delijo sodobne evropske ustavne demokracije. In konec nadaljevanja. Hvala za ta aplavz, ki je bil namenjen seveda ustavnemu sodišču, ki je to zapisalo v odločbi o Titovi cesti. Po mojem mnenju pa je ustavno sporno tudi zato, ker pomeni identifikacijo države z določeno nazorsko-ideološko usmeritvijo. Slovenija ni lastnina in ni plen določene ideologije in nazorske usmeritve. Slovenija je pluralna in enako dobra mati vsem njenim državljanom. Zato v njej ne sme biti prvorazrednih, tistih, ki so pravilno nazorsko in ideološko naravnani, in drugorazrednih, tistih, katerih idejni kompas ni pravilno kalibriran. Slovenija je domovina vseh Slovenk in Slovencev. Republika Slovenija je država vseh njenih državljank in državljanov. In slovenstvo je kulturni in duhovni prostor, ki ga tvorimo vsi, tako ali drugače, versko, nazorsko, politično, spolno in tako dalje usmerjeni. Vsi živimo pod skupno streho, v narodu ponotranjenih ustavnih vrednot. Slovenija ni, ne sme biti monolitna, nasprotno, Slovenija je in tudi mora biti pluralna. A kadar država oziroma njena oblast, ki je bila nedavno totalitarna in zaznamovana z množičnim ter sistematičnim kršenjem človekovih pravic, taka je bila SFRJ, za katero je preambuli temeljne ustavne listine ugotovljene, da so bile v njej hudo kršene človekove pravice in da ni delovala kot pravna država. Če taka država v desetletjih tranzicije ni sposobna izvesti resne in temeljite menjave oblasti in družbenih elit, menjave, kot jo je na primer izvedla Nemčija po drugi svetovni vojni in nato po padcu Berlinskega zidu v svojih vzhodnih deželah, kadar taka država in njena oblast ne jemlje človekovih pravic in ustavnosti resno in se upira izvršitvi odločb ustavnega sodišča, kadar pravosodje take države obračunava s politično opozicijo, kadar se taka država nameni omejevati svobodo izražanja z nekakšnimi inšpektorji za sovražni govor, kadar taka oblast, če tudi lokalna, poimenuje cesto po človeku, ki pomeni utelešenje totalitarnega zla, in če taka oblast, pa spet, če tudi lokalna, na vpadnice v glavno mesto postavi simbole totalitarnega nasilja, je položaj podoben, kot če bi ozdravljen alkoholik spet začel segati po alkoholu. Morda na videz nedolžen glas vina bo pripeljal do naslednjega in ta do ponovitve, ter na to do usodnega recidivizma, ki se bo končal s katastrofo. Če je še okolje do tega nezainteresirano in apatično, ali pa
če je celo naklonjeno takim patologijam, kot so na primer vzniki populističnih gibanj, njihovih vodij, pojav tako imenovanih neliberalnih demokracij, te avtokratskih legalistov, katastrofa ni daleč. Če smo nekoč nedolgo nazaj še verjeli, da pomeni prevlada ustavnih demokracij in vstop srednjeevropskih postkomunističnih držav v EU, nastop konca zgodovine, ker, kot je konec 80. let napovedal Francis Fukuyama, liberalni in demokratični konstitucionalizem oznanja končno točko človeške ideološke evolucije z univerzalizacijo modela zahodne liberalne demokracije, da poti nazaj ni več in da je liberalna demokracija edina igra v mestu, je današnja evropska slika drugačna. Ustavnemu nazadovanju smo priča marsikje v nekdanjih sprva uspešnih postkomunističnih liberalnih demokracijah, ki se odkrito pretvarjajo v neliberalne. Ali kot temu novodobnemu fenomenu pravi profesorica Šepele, legalistične autokracije. Temu se je mogoče in se je treba upreti samo z močnim, robustnim imunskim sistemom. V povojni Nemčiji je bilo to dvoje. Na ljudski ravni ustavni patriotizem in na institucionalni ravni pa kot odsev tega patriotizma Zvezno ustavno sodišče kot ultimativni varuh človekovih pravic in zato usrednji ustavni organ ljudskega zaupanja in ponosa. In naj bo tako tudi pri nas. Formalno pravno okolje, recimo temu strojna oprema, hardware, nam ni bilo še nikoli bolj naklonjeno. Postali smo nacija, polno mobiliziran in institucionaliziran narod. Postavili smo temelji svoje državnosti. Vanje neizbrisno uklesali človekovo dostojanstvo, ga zavarovali še na evropski ravni v povezavami z drugimi narodi, z drugimi članicami EU. Skupaj z drugimi narodi živimo v območju miru, blaginje in svobode. Soodločamo o evropski prihodnosti, šengensko območje nam omogoča tudi fizično neoviran stik za mejsko Slovenijo. Digitaliziran in spletno povezan svet ter globalizacija povezujeta matično in izseljensko Slovenijo. Slovenska kultura je znana in pripoznana onkraj naših meja. Naša materinščina je eden od uradnih jezikov najuspešnejše zveze držav, območje, v katerem ogromna večina človeštva lahko samo sanja. Zavedamo se teh dosežkov, naj nas to zavedanje povezuje ter hkrati spodbuja in navdihuje k njihovemu varstvu ter nadaljnji krepitvi in razvoju. Bodimo srečni in ponosni, da nam je Bog naklonil privilegij živeti v tem času, po katerem so v večstoletnem boju za neodvisnost hrepenele generacije naših predhodnikov. In zato ne pustimo zapraviti dediščine naših očetov. Samostojnost in neodvisnost naše države ni darilo od zgoraj. Še zdaleč ni pridobitev naših generacij. Je skupen zgodovinski dosežek slovenskega naroda, ki se je, kot je zapisano spet v preambuli ustave, uresničil po večstoletnem boju za narodno osvoboditev. Zato gradimo in dopolnjujemo naš skupen evropski ustavni okvir ter varujmo Slovenijo, ponotranimo in varujmo vrednote osamosvojitve, kot so zapisane v ustavnih dokumentih. Varujmo Evropo, razvijajmo evropski duh, pripadnost skupnim evropskim vrednotam in hkrati krepimo slovenstvo, ki ni drugega kot le ena od 28 modifikacij Evrope. In dovolite mi, prosim, alegorijo na Bachov koncert za 2 violini v D-molu, ko solista v harmoničnem prepletu občasno spreminjata melodično linijo z različnimi melodijami in ritmi, a vendar na koncu, in to je bistveno, združena skupaj ustvarjata dovršeno harmonijo. Ena violina smo mi, druga z naše perspektive je EU, orkester v ozadju so države članice. Prizadevajmo si k taki harmoniji in varujmo našo domovino, naš narod in našo EU, kar pomeni naše vrednote, ki so se oblikovali skozi stoletja, da ne rečem tisočletja. Od antike, judovsko-krščanske tradicije,
razsvetljenstva do spoznanj izvirajočih iz grozot 20. stoletja, ki so nas končno pripeljale v območje svobode, varnosti in pravičnosti. Vendar tako kot velja za vse vrednote ustavne demokracije, tudi območje svobode, varnosti in pravičnosti ni samoumevno. Koliko bo Slovenija ostala in obstala ustavna demokracija in koliko bo naš Evropski dom, območje svobode, varnosti in pravičnosti, kljuboval izzivom časa. Od kriz ustavnosti, vznika populizmov in posledičnega ustavnega nazadovanja v avtokracije, deficita demokratične legitimnosti v srednjih organov odločanja Unije, nevarnosti denarnih in javnofinančnih kriz do nezakonitih priseljevanj in migracij, nevarnosti terorističnih napadov in groženj in tako dalje, in na koncu odvisno od nas samih, od vsakega med nami. Zato, gospe in gospodje, drage rojakinje in rojaki, ki ste, oprostite izrazu, prej sem rekel, strojna oprema, zdaj bom rekel, ki ste, programska oprema, software demokracije, vzemite demokracijo in ustavnost resno. Vzemite resno svojo svobodo in s tem odgovornost. Bodite aktivni in odgovorni pripadniki naroda. Aktivni in odgovorni državljani. Gradimo ustavni patriotizem, postavimo ga v jedro naše nacionalne identitete, spoštujmo in varujmo ustavne vrednote, ki so v svojem bistvu vrednote slovenske osamosvojitve. Te pomenijo ustavno identiteto in so zapisane v osamosvojitvenih ustavnih dokumentih, v ustavi, zapisane so tudi v odločbah ustavnega sodišča, med kateri ima poseben, lahko rečem, osrednji položaj, danes že nekajkrat omenjena znamenita odločba o Titovi cesti, kjer smo kot bistveno in nosilno misel, ki prežema našo identiteto, ustavni sodniki takrat zapisali, da pomeni slovenska osamosvojitev prelom s prejšnjo državo in njeno ureditvijo, da je šlo za prelom s temeljnim vrednostnim konceptom ustavne ureditve. Slovenija potrebuje aktivno državljanstvo, aktivacijo ustavne in državljanske zavesti, nepretrgan civilno-družbeni ustavni monitoring, odprt in svobodni javni diskurs, odprto in aktivno civilno družbo. Samo ob odgovornem ravnanju vsakogar v vsakdanjem življenju in prek državljanske aktivnosti z močjo argumentirane javne in tudi s pravnimi sredstvi uveljavljane besede bomo ob ustavnem sodišču kot ultimativnem varuhu ustavnosti premagali krize in obvarovali našo in vsakogaršnjo svobodo. Vsak od nas na svojem področju si moramo prizadevati zavarovati nedotakljivo večno jedro slovenske ustavne in s tem nacionalne identitete, slovensko suverenost, človekovo dostojanstvo in njegovo svobodo, enako za človekovih pravicah in pred zakonom, oblast ljudstva ter vladavino prava. Zato, dragi moji, bližam se koncu, še malo vas bom za 2-3 stavka. In zato naj sklenem tam, kjer sem začel. Višarje so evropska romarska pot. Združujejo evropske narode pod isto božjo streho. Zato na duhovnem področju simbolizirajo tisto, kar naj bo cilj združene Evrope. Duhovna enotnost v vseh svojih kulturnih različnostih. Slovencem so, kot drugim narodom, določene dobrine, določene bogatstva in prostori za upanje v varstvo. Varovati jih moramo pod svojim in skupnim evropskim ustavnim okriljem, ki si ga delimo z drugimi narodi združene Evrope. Hvala za pozornost. Yeah.
Svet